pred spanjem. Preden zaspimo in utonemo v globok san, je zelo pomembno, da se čim bolj sprostimo in čim bolj umirimo naše telo. Ko smo v stanju sna, ima naša podzavest polne roke dela. Zadnjih 5 minut, preden zaspimo, je zelo pomembnih. Kajti z energijo, s katero bomo zvečer legli, se bomo zjutraj prebudili. Zato se pripravimo, da se bomo zjutraj prebudili v visoki vibraciji. Udobno se namestimo. Nekajkrat globoko vdihnimo, nekaj sekund zadržimo zrak in ga počasi izdihnemo. In zrak ponovno zadržimo. To ponovimo nekajkrat, vsak v svojem ritmu. Vdih, zadržimo zrak in počasi izdihnemo. Ponovno zadržimo. Predstavljajmo si, da se z vsakim našim izdihom osvobajamo vsega slabega, kar se nam je nabralo skozi dan. Z vsakim izdihom postajamo svobodnejši in še bolj sproščeni. Preden zaspimo, se ne obremenujmo za stvari, ki jih danes nismo storili. Ne obremenujmo se za ljudi, ki so nas danes prizadeli, ali smo mi njih. Le blagoslovimo jih. Ne osredotočajmo se na tisto, kar se nam je danes slabega zgodilo. Našega uma pred spanjem ne obremenujmo z vsemi problemi in skrbmi. To prakso zdaj obrnimo. Naša podzavest posluša in točno zazna vse, kar se nam dogaja. Posluša, kako od univerzuma prosimo, da poskrbi za nas, in si govorimo, kaj vse želimo, da se nam v življenju zgodi, da se nam manifestira. Zato je pomembno, da naš osvobodimo vseh skrbi in strahov. Rajši ga programirajmo z lepimi stvarmi. Osredotočimo se na vse tisto, kar želimo, in ne na tisto, česar si ne želimo. Poiščimo afirmacijo, stavek oziroma misel, s katero se uskladimo in nam koristi.
osredotočajmo se na dobre stvari, na dogodke, v katerih smo srečni in zadovoljni. Bodimo hvaležni že preprosto zato, ker smo živi. Preprosto zato, ker smo. Zakaj bi si ponavljali misli z nizko vibracijo? Zakaj bi si rekli, da smo nesrečni, da smo revni, da smo bolni? Raje si recimo, da smo srečni, da smo zadovoljni, da smo zdravi, da živimo v bogastvu in da smo obdani z ljudmi, ki nas ljubijo in mi ljubimo njih. Obrnimo naše misli, bodimo hvaležni in srečni. Bodimo hvaležni za tisto, kar imamo, in se ne obremenujmo s tistim, česar nimamo. Zadnjih 5 minut našega dne se oblimo z ljubeznijo, oblimo se s hvaležnostjo. Vadimo to vsak dan znova in znova in življenje se nam bo začelo spreminjati. Mi sami smo odgovorni za čisto vse stvari, ki se nam dogajajo v življenju. Mi sami ustvarjamo svoje življenje. Raje se vprašajmo, kako bi se počutili, če bi se naša želja uresničila. Kaj je tisto, kar želimo pritegniti v svoje življenje? Ko si bomo neprestano ponavljali, da smo srečni, da smo zadovoljni, da smo zdravi, da imamo dovolj denarja in da smo obdani z lepimi stvarmi in z dobrimi in ljubeznivimi ljudmi, bomo to resnično pritegnili v svoje življenje. Že zdaj se počutimo tako, kot da vse to že imamo, kot da to že vse obstaja. Vedimo, da je v naši domišljiji vse mogoče, zato se ne obremenujmo. To, kar bomo mislili, to, kar si bomo govorili, to bomo resnično začeli tudi živeti. Preden zaspimo, preden utonemo v globoki sanj, pomislimo vsaj na 5 stvari, za katere smo danes hvaležni. In to resnično občutimo. V svojih mislih poiščimo 5 stvari, za katere smo danes hvaležni in se zanje zahvalimo. Odprimo svoje srce za tisto najboljše, kajti zaslužimo si to. Le mi sami se lahko tako odločimo, tega ne more nihče storiti namesto nas. Vedimo, da smo ljubljeni in da je za nas vedno poskrbljeno, le zaupajmo. In vse se bo zgodilo za naše največje dobro. Kar lahko spremenimo, spremenimo. Kar ne moremo, prepustimo Bogu.
Ljubezen je tista, ki nas vodi na vsakem našem koraku. Le odprimo svoje srce. Kako je življenje lahko lepo. Lahko noč.